Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Ali ste se že kdaj vprašali, kje vse se skriva sladkor? No, če ste se in če vas zanima vse o sladkorju, ostanite z nami, saj bomo prav o tem govorili v današnji oddaji. Z mano v studiu že lepo pozdravljam našo današnjo gostjo, gospo Loreno Hus, ki je vodja oddelka za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celja na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. Dober dan, pozdravljeni. Kot sem že omenila, bomo danes govorili o sladkorju. Kaj pa sploh razumemo pod besedo sladkor in ali sladkor spada med ogljikove hidrate? Ja, jaz bi se vrnila res od začetka. Ogljikovi hidrati so ene od snovi, ki jih rabi naš organizem, in to zaradi pridobivanja energije. In pri teh ogljikovih hidratih nekako razumemo tiste, ki so sestavljeni in enostavni. Eden od ogljikovih hidratov je tudi sladkor. Načeloma ljudje, ko kupujejo sladkorje, ko govorijo o sladkorju oziroma o osnovi, s katero sladkamo kavo, slaščice in vse naše jedi, razumejo tisti beli sladkor, kristalni sladkor v kilo, ko ga kupujemo. Vendar sladkor ni samo to. Sladkor je velika skupina dejansko vrst ogljikovih hidratov, ki so sestavljeni ali so enostavni sladkorji, to so pomeni z eno molekulo glukoze, fruktoze, ali so sestavljeni in ena od teh je tudi recimo laktoza v mleku, ena od teh je tudi saharoza, katera dejansko je tisti beli sladkor, katerega kupujemo in uporabljamo v naši jedine. Pa so kateri od teh dveh bolj zdravi, manj zdravi? Skratka, vedno so bolj sestavljeni ogljikovi hidrati bolj zdravi, zaradi tega, ker telo rabi več časa, da jih presnovi, in zaradi tega so tudi nimajo tako visokega glikemičnega indeksa, se reče. Dlje časa to traja, je boljše za organizem, zato tudi je boljši ogljikovi hidrati so tisti, ki jih dobimo iz škroba, iz drugih krompirja, iz drugih virov, ampak tudi nekaj od teh sladkorjev, recimo pri določenih boleznih so bolj uporabni eni, bolj drugi, odvisno je od tipa boleznine. Sicer pa poznamo več vrst sladkorja. Katere? Načeloma vsi, ko rečemo sladkor, rečemo beli sladkor. To je tisto, kar je kristalni beli sladkor. Mogoče ga razumemo še tudi v prahu, tisto, ko je za posipanje po slaščicah. Obstaja več sladkorjev, tudi glede na to, kako se pridobivajo. Pridobivajo se navadno ti sladkor ali iz sladkorne pese ali iz sladkornega trsa. Eno in drugo. Najstarejša poročila o tem, kako kdaj se je začel pridobivati sladkor na začetku stoletja, je bil tudi nekako iz Indije, ki je bil iz trave, ki raste v tropskih krajih. V Evropi se je razširil potem pozneje in bolj se pridobiva iz sladkorne pese. To so tista dva najbolj enostavna sladkorja, ki jih mi poznamo v naši kuhi. Poznamo tudi po nakupih rjavi sladkor, poznamo tudi kokosov sladkor, danes tudi agavin sirup, razne druge sirupe, koruzne sladkorje, vseh mogočih. Razlika med belim sladkorjem in rjavim sladkorjem je samo v tem, da je rjavem sladkorju dodana melasa, ki se je sicer v postopku prečiščevanja, rafinacije pri belem sladkorju odvzela. Samo to je razlika. No, pa če se tukaj malo ustavimo, veliko ljudi si raje v kavo, naprimer, da rjavi sladkor, ker pravijo, da je bolj zdrav. Je to res? Ja, to je neka taka fama o rjavem sladkorju, da je tudi govorijo, poročajo o tem, da se sladkor beli barva, tudi z drugimi barvili, načeloma se ne sme, tako da samo o tem rjavem sladkorju. Melasa je sestavina, ki se pridobiva pri postopku prečiščevanja sladkorja. In to se ponavlja drugič, tretjič, četrtič, bolj se ponavlja, bolj se pridobi temnejša melasa s manjšo vsebnostjo sladkorja, tako da se tudi melasa sama nekje uporablja in priporočajo je kdaj za sladkanje namesto sladkorja. Več melase je dodano, je sladkor bolj obarvan. Ampak pomeni, če sladkor ne bi bil rafiniran, če mu ne bi odstranili melaso, ker ona odstrani se, ker ima malo grenkast priokus, bi lahko uživali tudi tisti nerafiniran sladkor, pa bi bilo vseeno.
Prej sva govorili tudi o kokosovem sladkorju. Ali je kokosov sladkor res najbolj zdrav? Tako bom rekla, najbolj zdrav. Gremo jih primerjati. Kokosov sladkor se pridobiva iz cvetov palme kokosove. Kokosov sladkor ne rabi biti rafiniran, ne rabi se prečiščevati. Takšna vrsta pač je, taka je njegova proizvodnja in iz tega razloga ima nekaj več mineralov, vsebuje pa nekaj več inulina, to so vlaknine. In prednost kokosovega sladkorja glede na naravnega, belega, vsak sladkor je naravni, ne da se ga sintetično proizvajati. Prednost njegova je, da ima nižji glikemični indeks, pomeni počasnejša resorpcija glukoze v telo. Zdaj poročajo o tem, da on ima več vitaminov in mineralov, ker se ne prečiščuje. Ampak da bi mi dosegli potrebne količine vitaminov in mineralov iz sladkorja, bi morali zaužiti zelo, zelo veliko tega sladkorja, tako da ni to vir mineralov, ne more biti kokosov sladkor, ne. Tako, to vemo, da ne bi bilo tako zdravo, vseeno pa ima tudi sladkor verjetno kakšne pozitivne učinke. Ogljikove hidrate rabimo zaradi pridobivanja energije v telo. Jih rabimo. Zdaj, če bi uživali samo ogljikove hidrate s polisaharidov, torej sestavljanje škroba, iz krompirja, pomeni iz žit, iz tega, mi sladkor načeloma ne bi rabili. Navadni sladkor, čisti, prečiščeni sladkor. Sladkor je pa, sicer pa, tudi v našem življenju odigral večkrat zelo dobro vlogo kot konzervans za zaščito živil, za izboljšanje okusa. Nekaterih živil poznamo, recimo paradižnikovo juho, vsaka mamica doda žličko sladkorja, karameliziranega ali kaj takega, se dodaja v kečap, v takšne omake. Boljši okus hrana pridobi, tudi povzroča nekaj užitkov, lepo nam je, ko zaužijemo kaj sladkega. Svoj čas so govorili, da dojenčki nimajo občutka za sladko in da če jim ne bi dajali sladkor sploh, ne bi vedeli, kaj je to sladko. Vendar poskušajmo malemu dojenčku dati nekaj sladkega, pa boste videli, kako takoj se nasmeji in mu je lepo na obrazu. Tako da vprašanje je, ali ja, ali ne, ali občutijo, ali ne čutijo, ne. Ampak načeloma, tako kot sem rekla, sladkor, sam kot sladkor ne bi rabili za zdravo življenje. Koliko sladkorja pa je na dan priporočljivo zaužiti? Ja, obstajajo vrednosti, ki jih nekako priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Ne nanaša se na sladkor, ampak se nanaša na energijo, ki jo pridobimo iz sladkorja, in približno 1 gram ogljikovih hidratov, vseh ogljikovih hidratov nam da 4 kilokalorije energije približno. Tako da se nekako reče pri tej prehrani, ki se danes priporoča 2000 kilokalorij na dan, je to približno 50 gramov sladkorja na dan, to približno je nekih 12 žlič sladkorja, ampak govorim o vsem sladkorju, ki ga zaužijemo iz vseh ogljikovih hidratov, kompletno, ki jih zaužijemo, ne. No, kje vse v hrani se skriva sladkor, pa po kratkem glasbenem predahu. Bela noč me spet objame, občutek me prevzame, ki spomine prebudi. Spet se jutra veselim, ko prekrita bo snežna pot, drobne stvari so to, zvezde na nebu vedo, da za božič se počutim kot otrok. Snežinka se poje, toplina me spomni na moje. Oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi. Še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje. Solze mi sreče napolnijo življenje.
kot otrok. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, v stari postelji zaspim, le doma tako zažarim, daj objemi me spet močno, drobne stvari so to, zvezde na nebu vedo, da vsako leto rada vrnem se domov, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje, solze mi sreče napolnijo življenja tok. Bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je ta, ki me greje, solze mi sreče napolnijo življenja tok. Ker za božič sem spet kot otrok. V današnji oddaji ugotavljamo, kje vse se skriva sladkor. V katerih živilih ga najdemo največ? Ja, največ sladkorja najdemo v sladkarijah. Ko gremo danes v trgovine, ponavadi so police s sladkarijami najbolj založene. Da ne govorimo o tem, da so tudi barve na embalažah privlačne, prijazne, tako da se tega največ kupuje. Vendar sladkorja imamo tudi v drugih živilih. Ne pozabimo, da je dejansko sadje eden od največjih virov sladkorja, čeprav proizvodnja sladkorja iz sadja ni rentabilna, tako kot sem rekla, ampak sadje ga vsebuje zelo veliko sladkorja. Potem pa tudi zelo veliko vseh predelanih živilih. Veliko govorimo o zdravem načinu življenja in kosmičih za zajtrk. Kosmiči za zajtrk, ja, ampak ne tisti, ki vsebujejo sado posušeno, pa čokoladice, pa vse mogoče zraven, mešanice tiste, ki jih raje kupimo, ker so bolj okusni, kakor navadni otrobi ali kaj takega. Potem veliko predelanih živil, kot so recimo tiste proteinske tablice, majhne tablice za energijo, tega se veliko zaužije preko tega. Zdaj, vnos sladkorja v organizem, omenim, ni enak, prej smo povedali, koliko bi ga naj zaužil, otrok nekje v 25 gramov, ampak ni enak za vse. To je individualno odvisno, ali si športnik, ali se veliko ukvarjaš s športom, pa rabiš energije, ali sediš, imaš pretežno sedeče delo, ali se ne ukvarjaš s športom. Veliko živil, ki jih tudi uporabljamo danes, kečapi, razne paradižnikove omake, vse mogoče vsebujejo sladkor, potem dosti sladkorja je, ne bom rekla dosti, se dodaja tudi sladkor v razne klobase, tam ima eno funkcionalno vlogo, ki prav ima sladkor. Da se spomnim še solatnih prelivih, športnih napitkih. Največji, bom rekla, bolezen današnjega časa je pitje brezalkoholnih pijač ali sadnih sokov, v katerem je zelo veliko sladkorja in smo nekako se razvadili, pa namesto vode pijemo takšne pijače. In sicer ni sladkor samo v
tistih sokovih, ki jih kupimo v trgovini, ampak tudi v naravnih sokovih, kaj ne? Tudi v naravnih sokovih, seveda, ker so naravni sokovi narejeni iz sadja. Pri sadju je potrebno biti previden. Določeno sadje, kot je recimo grozdje, jagode, imajo veliko sladkorja, drugo sadje bolj kislo, marelice, bolj mandarine, pomaranče imajo manj sladkorja. Odvisno je pa tudi od tega, ali je sadje sveže ali je sadje sušeno. Pri sušenem sadju je koncentracija sladkorja visoka in navajeni smo, ne vem, 4 krhlji jabolk je ena jabolka. Mi, ko se pa vzamemo vrečko s suhim sadjem, rozine, to celo pest tega pojemo in nam je mimo grede vnesemo bistveno več sladkorja, kot bi vnesli svežim sadjem, da ne govorim o vodi, ko je v svežem sadju in vseh vitaminih, mineralih, ker vso sušeno sadje se ponavadi suši na visokih temperaturah, razen tole, ki se danes reče liofilizirano, ki se hitro hlajeno, pa potegnjena vlaga, drugače pa suho sadje je sušeno, kar pomeni, da so mu uničeni vitamini in minerali, tisti, ki niso obstojni na visoke temperature. Da se spomnim, še nekaj je tudi v kruhu, v zavitkih, nekaj tudi v mleku je laktoze, torej v vseh mogočih oblikah, vse povsod, kar jemo. Tako da skoraj povsod. Če pa se vrneva nazaj na pijače, sokove in druge, mogoče tudi energijske pijače, ki jih danes kar precej zaužijemo, katere pijače imajo največ sladkorja? Zdaj takole, dajmo si predstavljati 1 liter navadnega sadnega soka, ki je pomeni iz sadja izvlečen sadni sok. Pomeni 100% sadni sok, ki imamo na tržišču. Njegova cena je seveda najvišja, ampak v primerjavi s nekaterimi nektarji so izdelki, ki vsebujejo 30, 40, 50% sadja, ostalo je voda, barvila umetna, ali brezalkoholne pijače, ki so narejene večinoma iz umetnih barvil, umetnih sladil, z aromami in zaradi tega in vsebujejo seveda veliko sladkorja. Ali lahko imamo na to tabelico, kjer nam je prikazano približno tih 15 gramov ogljikovih hidratov, ki ga imamo v različnih sokovih, pa poglejte, koliko ga je v ananasevem 100% soku. Ananas je tudi eden od sokov, ki je zelo sladek, oziroma sadje, ki je zelo sladko, je 15 gramov enako, kot je na primer v 150 grami enega ledenega čaja, ki vseh mogočih vrst, približno 15 gramov je tega. Enako ga je približno v 80 gramov oziroma enem deci limonade, ki se sladka z sladkorjem, da uničimo tisto. Torej, vse povsod ga je dosti. In zdaj, ko sem začela sokovi, primerjava soka, nektarja in brezalkoholne pijače, pomeni, kupim sadni sok, ki je sicer dražji, ali brezalkoholno pijačo, ki je najcenejša, a vendar sem pri brezalkoholni pijači kupila približno liter vode, pa neke dodatke, tam pa liter soka. Če pa liter soka vzamemo, pa ga razrečimo doma še s 4 litrami vode, dobimo enako količino, ampak bomo dobili 4 litre kvalitetne pijače. Torej, si lahko preračunamo, da bo bistveno cenejše, kot je brezalkoholna pijača. Tako. Kaj pa izraz dodani sladkor sploh pomeni? Dodani sladkor pomeni, da so v postopku predelave živila dodali sladkor. Danes, poglejte, dobro je videti na sestavinah deklaracije in je pogledati sestavine. Ena od teh zadev je, na primer, da pogledate, katerem zaporedju na deklaraciji je naveden sladkor, in se velikokrat danes najdejo živila, na katerem piše brez dodanega sladkorja. Vseeno je potreba vedeti, da sladkor obstaja v tem živilu, če mu je dodano sadje, oziroma če je sestavljeno iz sadja, v osnovi sladkor obstaja noter, zato je potrebno pogledati tudi tisto prehransko tabelo, pogledati tam, koliko je ogljikovih hidratov in koliko od tega je sladkor. Tako, malo več o tem, kaj vse lahko izvemo iz deklaracije, še malo kasneje. Kaj pa bi se zgodilo, če bi iz naše prehrane odstranili dodani sladkor? Nič.
nič se ne bi zgodilo, če bi ga ogljikove hidrate, kot sem omenila, užili takšne, kot so bolj primerni, z otrobi, z žitnimi izdelki, s krompirjem, se ne bi nič zgodilo, on bi malo sam vpliva na naše dobro počutje in na naš užitek, ampak lahko bi živeli brez sladkorja. Prej sva že govorili o tem, koliko sladkorja približno potrebuje človek na dan. Za naprimer osnovnošolca sva rekli koliko? Okrog 25 gramov, to je nekaj 5-6 žličk sladkorja na dan, vnesenega skozi celotne ogljikove hidrate. In če bi pogledali en navaden dan osnovnošolca, kje vse bi lahko zaužil v svojem dnevu, v katerih obrokih bi lahko zaužil sladkor? Ja, torej, če predvidevamo, da zjutraj na primer poje zdravi zajtrk, mleko, jogurt z dodanimi kosmiči, v mleku je laktoza, v kosmičih je nekaj ogljikovih hidratov, če so kosmiči z sadjem in čokolado, še več ogljikovih hidratov. Če je jogurt s sladkorjem, poglejmo si na deklaracijo na jogurtu z sadjem, koliko je tam dodanega sladkorja, koliko je tudi sam sadje sladko, uniči tisto kislino in otroci to radi jejo. Ne. Če pogledamo potem malico, bo šel kakšen kruh s pašteto, pa smo v kruhu dobili sladkor. Če pogledamo kosilo, pa so ogljikovi hidrati v kakšnih testeninah, rižu, ne vem, kaj bo v kaki tudi, na recimo v kakšni zelenjavi, ne vem, odvisno kakšna je kot priloga. Če pogledamo popoldansko malico, če je to zopet kos kruha z, ne vem, pašteto, maslom in marmeladom, ki vsebuje zelo veliko zopet. In zvečer kakšne palačinke, pa smo ga vnesli ogromno, ne. Tako, res se ne zavedamo, koliko sladkorja vnesemo čez dan. Lahko pa to preverimo z deklaracijo, o kateri sva prej govorila. Kaj torej deklaracija sploh je, kako bi to razložili našim mlajšim mišmaševcem? Ja, torej deklaracijo gremo v trgovino in na živilu je, na vsakem živilu so pravila Evropske skupnosti, kako deklaracija mora izgledati. Prvo je potrebno pogledati ime. Bolje je ime sestavljeno, bolje je živilo predelano. Enostavna imena so tista, ki so po zakonodaji, kjer je živilo narejeno po tistih nekih osnovnih, ker se pa danes smo se razvadili in želimo bolj okusna živila, bolj lepa živila, temu primerno proizvajalci se trudijo in zaradi povečanja prodaje sestavljajo in izmišljujejo za nas razna predelana živila in bolje dolgo ime in več sestavin je v živilu, je živilo bolj predelano. Potrebno je pogledati te sestavine, rastejo glede na to, koliko jih je v živilu, ko so ga naredili. Poglejmo, kje je sladkor, na katerem mestu je sladkor. Poglejmo tudi prehransko tabelo, v katerem je navedeno, rekla sem, ogljikovi hidrati in sladkor. Bomo vedeli takoj tista energijska vrednost živila, iz česa je, kaj je največji prispevek te energije, ki nam bo živilo dalo. Poglejmo obvezno rok uporabnosti živila, naj bo živilo naj ima še pred seboj dolgi rok uporabnosti. In danes je potrebno biti pozoren tudi na razne prehranske trditve, ki jih je vse več, in zdravstvenih trditvah, ki jih je vse več in več na živilih. Celo poročajo v razvitih državah, da potrošniki postajajo tako izobraženi, da jim zdravstvene trditve in prehranske niso več izziv, da bi kupili živilo, ampak ga raje si mislijo, to nekaj že ni živilom, ni dobro živilo, če je to. Odvisno je razgledanosti, kako smo razgledani kot potrošniki. Tako, iz deklaracije lahko tudi ugotovimo, koliko sladkorja vsebuje neko živilo. To primerjavo 3 živil pa bomo naredili spet po kratkem glasbenem predahu. Leto je okrog, spet romantika, to je najin čas, zvezde svetijo z neba. Rad bi ti povedal, da si še bolj moja.
ker si z mano. Res mi je lepo, pod zvezdami sva sama. Naj vsako leto bo tako. Greva na lučke, lučke, da zasvetijo se ti učke, učke. Peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica. Da zasvetijo se ti učke, učke, peljem te na lučke, lučke, greva sami dva. Držal te bom za roke, roke, ti zamigala boš boke, boke. Spet zaljubil se bom vate, ljubica, ljubica. Smo že nazaj. Danes poznavamo vse o sladkorju. Koliko sladkorja na leto zaužijejo mladostniki pri nas? Vrednosti o tem, koliko ga zaužijejo, ne vem točno, to so verjetno statistični podatki. Bom pa povedala, na primer, kako to izgleda pri zaužitju ene katerekoli brezalkoholne pijače, ki jih je na tržišču toliko veliko. Otroci se danes zelo veliko tega poslužujejo in veliko pijejo. Pravijo, da moderni sodobni otroci pridejo v hladilnik, odprejo hladilnik in če v hladilniku ni brezalkoholne pijače, rečejo, joj, hladilnik je prazen, nimamo nič za jest. Hladilnik pa se šibi s hrano, ne. Nekako so se navadili teh sladkih pijač, to uživanje sladkorja izziva razvado. Izziva razvado in s časom se navadiš na ta okus in si ga še bolj in bolj želiš in potrebuješ, ne. Torej, recimo ena taka brezalkoholna pijača približno imajo okrog 10-11 gramov sladkorja na 100 mililitrov, pomeni pakiranja so recimo 330 mililitrov, pomeni to je 33 gramov sladkorja. Če bi eno takšno pijačo na dan zaužili vsak dan v mesecu, samo eno takšno, pomeni eno piksno te pijače, smo na 1 kilu sladkorja na mesec. In smo 1 kilo, pomeni v enem letu smo približno na enih 13-14 kil sladkorja zaužitega brezpotrebno. Samo z eno tako pijačo, ko smo ga nepotrebno popili, ne. Tako da recimo primerjavo imam, koliko je to recimo 2,5 decilitra vode z okusom. Vode z okusom imajo tudi sladkor, vidite, da so okusne sladke, ima 10 gramov sladkorja. 2 decilitra pomorančnega čistega soka ima 20 gramov sladkorja. Pomeni še kar je dosti sladkorja. 2,5 deci ledenega čaja je 24 gramov sladkorja. In 2,5 deci ene brezalkoholne pijače je pa 28 gramov sladkorja, ne. Torej, dajmo se raje posluževati pri tem, ko smo žejni, pitju vode. Sploh pa je pri mladostnikih zelo pomembno, da v mladosti ne uničijo svoj organizem in pijejo vodo, ne konzumirajo veliko sladkorja. Ne pozabimo tudi na starostnike, da jim je treba svetovati s leti, izgubljamo občutek za žejo in starostniki zaužijejo premalo tekočine, premalo vode, ne. Da ne govorim, da je potrebno prilagajati tudi zaužito količino vode tudi letnem času, aktivnosti, s katero se ukvarjamo, fizičnem naporu, fizični športniki, oni rabijo še več. Pri večjem fizičnem naporu je potrebno tudi to vodo nadomestiti s kakšnimi izotoničnimi napitki, ki vsebujejo tudi vitamine in minerale. Pomembno je torej, da uravnotežimo našo prehrano. Kako pa? Ja, prehrano je potrebno uravnotežiti. Jaz bi rekla, mene je učila moja profesorica iz biologije v osnovni šoli, da je potrebno jesti 3 R. Redno, raznovrstno in regionalno.
Pomeni redno, ni dobro, da ne jemo en dan, cel dan nič, pol se pa zvečer najemo preveč. Se nam zgodi kdaj v dnevu, v tednu, v življenju tudi takšen dan, ampak kljub temu poskušajmo, da je naša prehrana, če se da, redna, torej nekako težimo tem 5 obrokom na dan, če se le da. Da je raznovrstno, čim bolj raznovrstna prehrana. Nič hudega, če se bomo zapotili v eno tisto prehrano z hitrimi hamburgerji ali pico ali kaj takega, ampak naj ne bo to zelo, zelo pogosto, naj bo to bolj izjema pa lep dogodek, kakor zelo pogosto, in naj bo čim bolj regionalno. Naj bo hrana tista, ki je pridelana v našem okolju, čim bolj takšna. Danes na policah dobimo vse mogoče avokade in ne vem, vse mogoče živila, ki so zrasla nekje drugje, ki so najbrž velikokrat pobrana, ko so bila še zelena in nimajo toliko vitaminov in mineralov. Imamo jabolko, ko je naše živilo, ki ga lahko zaužijemo, raje češnje, to so jagode, naši izdelki. Poslužujemo se, vemo, da tudi moramo prilagajati zimskem, letnem času. Vemo, da v Sloveniji je hrana po zimi bolj konkretna. So tudi krvavice, je tudi svinjsko meso, je zelje, je bolj taka zimska. Poleti pa v pomladnem času pa zaužijemo čim več zelenjave, ki je za naše telo najbolj zdrava in najbolj primerna. Mišmaševci so lahko vmes opazili tudi že prehrambeno piramido in čisto spodaj prehrambene piramide pa je tudi nekaj zelo pomembnega, kaj ne? Ja, pri prehrambeni piramidi poglejte jo, kako je sestavljena iz tistega, kar naj zaužijemo vsak dan. Torej, to so živila, ki bi vedno bila na našem, to so krompir, kot sem rekla, kruh polnozrnati, žita, naj bo na našem obroku vsak dan veliko zelenjave, nekaj sadja, naj bo sira, mlečnih izdelkov, naj se pa tedensko zaužijejo meso in mesni izdelki 2-krat, 3-krat na teden in naj se sladkarije zaužijejo 1-krat na mesec ali 2-krat na mesec. Kar je najbolj pomembno za uživanje vode in to, kar je v spodaj bilo v piramidi, telesna aktivnost. Včasih so rekli, da je potrebno telesno aktivnost se ukvarjati 2-krat do 3-krat na teden. Danes rečejo vsak dan. Vsak dan poskušajmo vsaj 45 minut nameniti telesni aktivnosti. Če nič drugega, pa vsaj eni hitri hoji. Če nič drugega. S čim pa naj nadomestimo sokove in brezalkoholne pijače, o katerih sva prej govorili? Voda in limona. Voda je najbolj zdravo, s tem, da tule na mizi imam primerjavo med energijsko pijačo, pa dali smo vodo zraven. A vendar v Sloveniji vsem priporočam vodo iz pipe. Voda iz pipe je, zahvaljujoč našem krasnem geografskem področju in še neonesnaženi vodi, zelo kvalitetna in jo lahko pijemo, ne rabimo kupovati namizne vode in se zaradi tega tudi si stroške damo, ker je voda veliko bolj zdrava, tista, ki, ne bom rekla, da je zdrava, enako so, ampak zaprta voda je le zaprta voda. Pa kaj bom še opozorila, če pa že zaužije se voda iz steklenice, naj se ne pije iz steklenice, pa zapre. S tem, ko popijemo požirek, vnesemo takoj bakterije in če pogledate, pustite vodo, naslednji dan boste videli, da je že motna, se bakterije začnejo razvijati. Tako da nalijte jo v kozarec, če je potrebno piti, in potem iz kozarca pijete vodo. Pa dobro zamašimo in damo v hladilnik do naslednjega dne. No, za konec pa omenimo še sladila. Zakaj so slaba, kje jih najdemo, kdaj jih zaužijemo? Umetna sladila so danes nekaj, kar zelo priporočajo, vsi govorijo o njih, ogromno izdelkov brez sladkorja z umetnimi sladili, ker ne redijo. Nekatera sladila res imajo manjšo energijsko vrednost kakor sladkor, nekatera ne, nekatera so brez energijske vrednosti, a vendar jih ne priporočam otrokom do 3. leta starosti sploh, nobenega umetnega sladila. Umetna sladila v večjih količinah, če jih zaužijemo zelo pogosto, z veliko živilih, povzročajo tudi bolezni. Tudi
takšne, kot je rak recimo, v večjih količinah, tako da ne pozabimo na to. Umetna sladila so namenjena predvsem bolnikom z sladkorno boleznijo, da lahko zaužijejo izdelke. Torej, ne kupite čokolado z umetnimi sladili za diabetike, ker ta bo skoraj enako zaradi maščob redila, kakor tudi navadna čokolada. No, rojstnega dneva si ne moremo predstavljati brez sladkarij. Vsake toliko pa se lahko pregrešimo, kaj ne? Definitivno se bomo pregrešili, tudi jaz, vsekakor slaščice so tisti nekaj, kar radi zaužijemo, vsekakor za praznike, ampak zavedajmo se tega in potem prečistimo svoj organizem, nekaj časa ne uživajmo sladkorja in se malo več telesno ukvarjamo s telesno aktivnostjo. Najlepša hvala za vse informacije, ki ste jih delili z nami in današnji obisk v studiu. Tudi hvala lepa, pa lepe praznike vsem vam in vsem otrokom, ki so nas poslušali. Hvala enako. Mišmašeci, danes smo ugotovili, da se sladkor skriva skoraj povsod. Bodimo pozorni, tako kot smo povedali na koncu, pa se vsake toliko tudi lahko pregrešimo. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Stojim, gledam ljudi in učim, je vsaka beseda odveč, ko večer se spusti. Otroci se smejijo, trenutek je ujet in lička rdeča žarijo, ko zapade prvi sneg. Spet Božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se lahko. Spet za Božič smo skupaj. Vem, da je včasih težko, ko nič ni kot naj bi bilo. Grenkoba v nas se prikrade, se sanje razblinjajo. A vendar in prav zato lahko verjamemo, da vse lepo se enkrat zgodi, če resnično ljubimo. Zdaj Božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se za Božič, lahko spet smo skupaj. Pesem odmeva zazveni, sanjajmo o sreči za dobre ljudi. Saj Božič prihaja in prinaša veselje. Ljubezen v nas plameni, tihe želje, radost, prebudi se za Božič, lahko spet smo skupaj. Saj za Božič si bomo spet skupaj.